Belorusija, regija Mogilev, vas jasno. Cerkev svikra Kazimirja. Tako je nekoč cerkev izgledala s pročelja. Nad ozkimi in visokimi vhodnimi vrati je okno. Oglejmo si stavbo iz notranjosti. Tukaj je okno nad vrati. Vidi se, da je v steno vbito okno. Neusmiljeno so razbijali opeke. Z roba je padlo več, kot je bilo treba. Moral sem poravnati okensko odprtino. Toda zakaj narediti dodatno majhno okno? Okno je bilo potrebno, ker so naredili pregrado na vhodnih vratih. Ta notranja stena cerkve je nastala pozneje. Poglejte spoj med stenami. Na levi strani je glavna stena templja. Na desni je pregrada, ki je bila narejena kasneje. S čudnimi trikotnimi nišami. Pregrada je iz drugih zidakov. Zidanje je veliko slabše. Debeli, neenakomerni šivi med opekami. Pokažem ti z druge strani. Jasno je viden šiv med steno in kasneje dodano pregrado. Med stenami ni vezave opeke. Vrstice opek se ne ujemajo. Ta particija je bila dodana pozneje. Običajno je nad vhodom balkon za cerkveni kor. Prej ni bilo balkona ali cerkvenega kora. Ko je bila ta cerkev zgrajena, je bilo toplo podnebje brez zmrzali. Potem pa se je podnebje spremenilo in postalo je hladno. Stavbo je bilo potrebno ogrevati. Tu je bila postavljena kovinska peč. V zidu so izbili nišo za vgradnjo valjaste peči. Ne izgleda kot arhitektova ideja. To je prisilna posodobitev, da ne bi zamrznili. Na vrhu je kanal za dimnik. V Belorusiji je nemogoče preživeti brez ogrevanja. Vse stanovanjske in javne zgradbe morajo biti ogrevane. To prej ni bilo potrebe po ogrevanju. Potem se je zgodila podnebna katastrofa. Stavbo je prevzela duhovščina. Nagradili so peč, naredili balkon za kor in vlomili skozi okno. Cerkvene službe so se začele opravljati. Toda prej je imela ta zgradba drugačen namen. Stavba je bila zgrajena za specifično praktično nalogo.